Vzdušje pred velikim derbijem je napovedovalo odlično navijaško kuliso. Tekma se je sanjsko začela za goste, ki so povedli že v 3. minuti, ko je z glavo zadel Dario Čanadžija. Vodstvo Olimpije je trajalo vsega 8 minut, ko je Luka Zahović zadel za 1:1. Drugi polčas se je začel s prevlado Mariborčanov. Marcos Tavares je v 52. minuti na desni strani izigral Branka Ilića in poslal idealen predložek na daljšo vratnico, kjer se je na pravem mestu znašel sijajni Zahović in z drugim zadetkom na tekmi Maribor popeljal v vodstvo. Olimpija je po zaostanku tako vse sile usmerila v napad. V 73. minuti je Olimpija odlično izpeljala protinapad, v katerem je Savić sam stekel pred Handanovića, ki ga je zaustavil s prekrškom. Z bele točke je bil natančen Rok Kronaveter. Sledila je dramatična končnica, ko je v 90. minuti po podaji Dina Štigleca z glavo zadel Vombergar in poskrbel za ekstazo gostujočih navijačev. Temu je sledila vratnica Mešanovića in priložnost Jana Mlakarja, ki pa nista preprečili veselja gostov. Po tekmi sta misli najprej strnila oba stratega. Šta da kažem, presretan sam naravno sa načinom na kojoj utakmica završila i samim rezultatom. Treba čestitati jednima i drugima stvarno na pravom derbiju. Mislim da smo si jasno, glede na prikazan, glede na borbo, glede na tudi neke dva izredno lepa zadetka, priložnosti, ki smo imeli, kljub temu, da je bil nasprotnik zelo dober, da smo si zaslužili vse nekaj več. Po derbiju je kar nekaj očitkov letelo na preveč odprto igro Mariborčanov, ki jih je verjetno stala sobotne zmage ali vsaj osvojene točke. Maribor vedno igra napadalne i ne glede rezultata, hoćemo vedno zmaga i zabije gol. I smo hoteli čim prej še en gol narediti, potem bo boljše za nas, ne laže do konca. Vijoličasti so po sobotnem porazu v zelo neugodnem položaju, ko ima vodilna Olimpija v boju za naslov prvaka škarje in platno izključno v svojih rokah.